Pozdravljeni. V okviru današnje predstavitve vam bom predstavila priložnosti mednarodnega povezovanja in sodelovanja s člani in članicami Svetovne mreže Univerze v Ljubljani. Svetovna mreža Univerze v Ljubljani, ki jo krajše imenujemo SMUL, združuje predvsem Slovenijo povezane slovenske znanstvenike, profesorje, raziskovalce in pa druge ugledne osebnosti, ki delujejo v akademskem, raziskovalnem in razvojnem okolju v tujini. Trenutno je v mrežo vključenih več kot 200 članov. Na Univerzi v Ljubljani si na različne načine prizadevamo okrepiti sodelovanje s člani in članicami SMUL, ki se tako aktivno vključujejo v aktivnosti doktorske šole, sodelujejo na letnih srečanjih ter v različnih strokovnih komisijah. Prav tako pa si želimo okrepiti tudi sodelovanje med člani in članicami SMUL ter študenti in študentkami in pa zaposlenimi na Univerzi v Ljubljani, v okviru projektov, izmenjav, gostovanj in drugih skupnih aktivnosti. Za sodelovanje s člani in članicami SMUL so tako na voljo različne spodbude, med drugim tudi v okviru Razvojnega sklada Univerze v Ljubljani, kjer Univerza v Ljubljani financira raziskovalne projekte slovenskih raziskovalcev v tujini s študenti Univerze v Ljubljani. Tako da vas vabim, da spremljate objave razpisov in izkoristite priložnost za sodelovanje z odličnimi slovenskimi strokovnjaki, ki delujejo v tujini. Poleg SMUL pa v Sloveniji delujejo tudi druge organizacije, ki z različnimi aktivnostmi in iniciativami spodbujajo sodelovanje s Slovenci, ki delujejo v tujini. Tu bi omenila predvsem Ameriško-slovensko izobraževalno fundacijo ASEF, in pa društvo Vtis, ki združuje v tujini izobražene Slovence. Na njihovi spletni strani lahko najdete več informacij o razpisih in možnostih povezovanja ter sodelovanja. Prav tako pa poteka povezovanje s Slovenci v tujini tudi pod okriljem Urada Vlade Republike Slovenije za Slovence v zamejstvu in po svetu. Zdaj na Univerzi v Ljubljani si prizadevamo tudi vzpostaviti neposreden stik med člani in članicami SMUL ter študenti, študentkami in zaposlenimi na Univerzi v Ljubljani. V ta namen smo začeli s pripravo baze mentorjev SMUL, ki jo sestavljajo člani in članice SMUL, ki so pripravljeni gostiti študente in sodelovati z raziskovalci Univerze v Ljubljani. Zdaj na naši spletni strani lahko najdete seznam mentorjev SMUL z opisi in njihovimi kontakti, na katere jim lahko pišete v primeru interesa za gostovanje oziroma izmenjavo ter sodelovanje v različnih projektih in drugih aktivnosti. Seznam mentorjev SMUL bomo tudi sproti dopolnjevali in zato vas tudi vabim, da redno spremljate naše objave. Z namenom izboljšanja povezovanja in sodelovanja smo nadgradili tudi dostop SMUL, ki omogoča neposredno povezovanje študentov in zaposlenih na UL s člani in članicami SMUL. Preko te povezave se lahko s svojo digitalno identiteto vpišete v bazo, kar vam nato omogoči iskanje članov in članic SMUL po posameznih področjih in državah, v katerih delujejo. Vkolikor se dogovorite za izmenjavo oziroma gostovanje, lahko skladno s pogoji programa koristite tudi sredstva programa Erasmus Plus in pa sredstva, ki so na voljo v okviru javnega štipendijskega, razvojnega in invalidskega in preživninskega sklada Republike Slovenije, ki omogoča tudi sofinanciranje študijskih oziroma znanstvenih obiskov študentov pri slovenskih raziskovalcih v tujini. V letu 2021 smo na pobudo dr. Simona Sadeja iz Univerze v Gradcu in takratnega člana sveta SMUL pričeli za izvedbo predavanj Znanost za vse, kjer člani in članice SMUL ali pa člani njihovih raziskovalnih skupin predstavljajo rezultate svojih dosežkov in raziskav, delijo svoje izkušnje in naslavljajo aktualne družbene teme. S tovrstnimi predavanji želimo tudi ozaveščati o pomenu raziskovalnega dela raziskovalcev in znanosti v družbi ter pa spodbujati mlade k raziskovalni karieri. Do sedaj je bilo izvedenih 20 tovrstnih predstavitev, ki pa si jih lahko ogledate tudi na naši spletni strani. Omenila pa bi tudi prvo mednarodno konferenco SMUL, na kateri so predavatelji iz Slovenije in tujine spregovorili o vračanju slovenskih strokovnjakov iz tujine ter o pomenu organiziranega znanja in univerze v sodobnem svetu in pa na kakšen način lahko znanje prispeva k bolj pravični družbi.
Samo konferenco smo tudi posneli, tako da vas tudi vabim k ogledu posnetka. Te več informacij o mreži SMUL in možnostih sodelovanja lahko najdete na naši spletni strani. Univerza v Ljubljani pa je vključena tudi v več mednarodnih mrež in združenj in nekatere od njih organizirajo in nudijo tudi različne aktivnosti za študente in študentke in nudijo možnost izmenjav ter različne programe, ki prav tako omogočajo tudi sofinanciranje izmenjav. Sedaj pa bi vam želela le še na kratko predstaviti vodstvo SMUL, ki ga sestavljajo doktorica Mihaela Pavličev, evolucijska biologinja, ki deluje na Univerzi na Dunaju, doktorica Veronika Fikfak, ki je redna profesorica mednarodnega prava in človekovih pravic na Šoli za javno politiko na Univerzitetnem koledžu v Londonu in pa direktorica Inštituta za človekove pravice, in doktor Uroš Seljak, profesor astronomije in fizike na Kalifornijski univerzi v Berkeleyju, hkrati pa deluje tudi v Lawrence Berkeley nacionalnem laboratoriju. Mreži SMUL trenutno predseduje doktorica Mihaela Pavličev, ki vam bo v nadaljevanju predstavila tudi svojo izkušnjo, pomen mednarodnega sodelovanja, mreženja in vzpostavitve osebnih povezav in poznanstev na začetku raziskovalne kariere, ki lahko na to privedejo tudi do skupnih sodelovanj, prav tako pa vam tudi omogočijo, da ste izpostavljeni različnim okoljem in si tako ustvarite mnenje in ugotovite, kaj si želite kasneje v vašem raziskovalnem oziroma kariernem razvoju. Pozdravljeni tudi v mojem imenu. Res me veseli, da take prireditve obstajajo, in žal mi je, da ne morem biti osebno tam. Hvala lepa, Katja, za tako predstavitev SMUL-a in tudi drugih organizacij, ki se ukvarjajo z izmenjavo in z izkušnjami v tujini. Res mislim, da so te izkušnje zelo pomembne. Jaz sem biologinja, moja pot je mogoče malo specifična, ampak mislim, da vam vseeno lahko povem par izkušenj, ki bojo mogoče opogumile iskanje izkušenj v tujini. Jaz sem odšla po srednji šoli že študirati v tujino, in sicer na Dunaj. In pot me je potem po doktorskem študiju, po magistrskem in doktorskem študiju na Dunaju, z avstrijsko štipendijo odpeljala najprej v ZDA na postdoktorski študij evolucijske biologije, populacijske genetike, naprej na Norveško, v Oslo, spet na Dunaj in potem za prvo profesuro v ZDA na medicinsko fakulteto in po nekaj letih, pred 5 leti, potem spet nazaj na Dunaj. Tukaj imam redno profesuro v evolucijski teoretični biologiji. Kot rečeno, ostati v tujini mogoče ni cilj za vsakega. Mislim, da tudi moj ni bil, jaz sem sledila radovednosti, ampak tudi v kratkem času, v krajšem času si pridobiš določene izkušnje. Naj bo to čisto strokovna izkušnja, nova tehnologija, mogoče enostavno en doktorat ali pa en krajši čas pri strokovnjaku, ki se res pozna ki je res ekspert na določeni temi, ki mogoče ni zastopana na domači univerzi. Ampak jaz mislim, da razen tistih direktno strokovnih izkušenj je dosti stvari, ki se dosti bolj dotikajo osebnostne rasti, ene splošne razgledanosti, najdenja rešitev za probleme, ki so drugačne, drugih pristopov, drugih načinov razmišljanja. In s tako podlago, ko se vrneš domov, vidiš stvari drugače. Vidiš probleme drugače, mogoče so manjši, mogoče spoznaš, da nam pravzaprav kar dobro gre. Ampak vsekakor je pristop drugačen.
mogoče par izkušenj za opogumljanje. Jaz sem imela vedno izredno dobre izkušnje z ljudmi in ne glede na to, v katerem delu poti, se je vedno bilo možno na nekoga opreti. Se spomnim, pred enim od predavanjem, pred celim oddelkom, kot ravno mlad postdoc, ravno na sveže, z eno, za moje pojme takrat precej komplicirano temo. In pred seminarjem še rečem mojemu mentorju, veš, vsi ti ljudje vejo več kot jaz in razen tega moj jezik, se veš, je že v redu, ampak native speaker pa nisem, ne. In se je začel smejati in je rekel: "Prvič, mislim, da malo od teh ljudi ve več na tvojem področju kot ti, in drugič, nihče od nas ne govori niti besede slovensko." In tako da on ni videl nobenega problema tam, kjer je mene postalo strah. Kasneje na konferenci podobno, popolnoma neznan kolega, pred predavanjem, ki mi je mikrofon pripravljal in je videl, da me je strah, je rekel: "Veš kaj, tu smo vsi prijatelji, tu te nima biti kaj strah." In take malenkosti, ki se nanizajo na zelo, skozi ves čas bivanja, res pomagajo in ni vas treba biti strah. Dosti več lahko naredite, kot si mislite. Če gre za čisto vsakdanje stvari, kot komunicirati, isti problem z jezikom, sem mislila, da bo problem, ko sem šla na Norveško. In na začetku sem si obljubila, da se bom norveščino naučila, ni bilo možnosti, zaradi tega, ker vsak trenutek, ko sem hotela govoriti po norveško, tudi v trgovini, Norvežani govorijo odlično angleško. In ni bilo noben problem z angleščino shajati. Upajte si, ni nič, kar s čim se soočite v normalnem življenju v tujini, ni zelo drugače, nič takega, kar ne bi zmogli. In izkušnje, ki jih pa lahko pridobite, so pa ogromne. In res se splača. Tako da res vam lahko samo priporočam, da izkoristite vse priložnosti, ki se vam nudijo, da tudi s financiranjem greste v tujino, da greste mogoče najprej na obisk kakšnemu od slovenskih profesorjev. Pridružite se nam na Smulu, poslušajte predavanja, mogoče ravno na enem od teh predavanj najdete točno tisto vprašanje, ki se vam zdi vredno časa in raziskovanja. Mogoče ravno tam najdete primerno osebo, ki bi se ji lahko pridružili. Tako da dosti uspehov in vse dobro.